Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, ki so že od nekdaj v bistvu na tej poti svojega srca in so pri tem tudi uspešni. In danes je z mano, zelo sem vesela, zelo sem vzhičena malo nad tem pogovorom, vrhunska igralka in tudi mama Iva Krajnc-Bagola. Iva, pozdravljena. Živijo, kak lep napovednik, Madonna. Tvoje življenje, ko tako pogledam malo tvojo časovnico dosežkov, uspehov ali pa recimo te karierne poti, sem inspirirana že sam zaradi tega. Prebrala sem, da se je pri tebi začelo že zelo zgodaj v otroštvu, da si zelo hitro v bistvu začutila, da je igralstvo oziroma ta pot povezana z gledališčem, filmom nekaj, kar bi ti rada počela. Je bilo še kaj drugega v otroštvu? Si bila kdaj? Ne, bi pa mogoče še to poskusila, pa te je potem nazaj pripeljalo. Kak je bilo pri tebi? V bistvu moram reči, da je bilo kar zanimivo, ne? Tako kot si sama rekla, jaz sem že spomnim se enega dogodka in sicer v 1. razredu so nas vprašali, kaj bi radi bili po poklicu, ne? In meni je bilo ful nerodno, zato ker so vsi bili nekaj zelo konkretnega, ne vem, pek, avtomehanik, ne vem kaj. In potem je bilo meni, ne vem zakaj, še zdaj se sprašujem, zakaj je bila ta nek sram ob tem. In nisem hotela tega na glas povedati, sem samo učiteljici povedala in sem rekla, jaz bi rada bila pa igralka, pa pevka. Pa se mi zdelo, da se bodo vsi smejali, ne vem zakaj. Mogoče teda naš štajersko okolje, ki mu ni bilo, ali pa pač drugačno to sprejemalo, rajši pojdi kaj drugega, ne. No, in ta želja je v meni v bistvu potem kar živela naprej, ne. Do enega, ne vem, 12. leta, recimo, tam sem pa pol začela, sem stopila tudi v to neko našo dramsko skupino na Ptuju in sem se s tem začela v bistvu tudi aktivno ukvarjati. Ampak, ker sem jaz bila naravoslovka, mi je ta veja tudi šla kar dobro, ne, fizika, kemija, recimo biologija, sem se pa spogledovala tudi z medicino in to kar precej časa. Ja, taka hecna dva pola, ne. Ja, zelo me je zanimala psihiatrija, pa na neki meji tudi mogoče kirurgija ali pa kakšna taka bolj zanimiva, eksotična, kot bi rekla, veja, ne, v medicini. Mogoče je to tudi malo povezano z rojstvom mojega brata, ne. Moj brat ima duševno motnjo, za tiste mogoče, ki tega ne vejo, kar je na nek način mene tudi in mojo družino s tem takratno, ne, spremenilo. In ja, mogoče je tudi ravno ta njegova, kako bi temu rekla, neznanje o tem, kaj, oziroma ne neznanje, ampak ker on recimo je še zmeraj brez diagnoze, a ne? Se pravi, da za njega ne vejo, kaj točno je. Mogoče je ravno ta skrivnostnost okrog njega me pripeljala do tega, da bi tudi jaz študirala medicino. No, in potem seveda sem se učila, sem bila kar dobra učenka, ni mi delala nič težav, hkrati sem pa hodila tudi na ta teater 3, ki ga je vodila Branka Bezelja-Glaser, ne, in smo imeli tako dramsko skupino. In ta dva pola sta me vedno nekako tako razkrajala, malo bi, ne bi. No, in potem sem po končanem srednji šoli sem pač šla na sprejem, ne. In sem sprejemne naredila, nisem pa še dobila rezultatov za maturo. In jaz sem trepetala v tistem, zato ker sem takrat, ko sem videla, da sem naredila sprejemne, sem se zavedla, jaz bi pa šla sem na igro. Pustimo medicino, pustimo vse to, jaz bi šla sem na igro. In sem tako trepetala, kakšni bodo moji rezultati maturitetni, ne. In očitno je bila neka usoda, zato ker mi je zmanjkala 1 pika na medicino. In tako, moji so bili malo razočarani, ne, ampak tako, v smislu, pa se si sta učila, pa vse to, ne. Ampak ja, tako da v bistvu to je nek začetek te razkrojenosti, ne, medicina ali igra, ne. Ja, to je zanimivo, zato ker sem te hotela vprašati, v bistvu, kako je bilo s temi sprejemnimi na GRFT, ker to vemo vsi, da je pač zelo težko gor priti, da zelo malo skupino iz tistega nabora vzamejo in na nek način bi lahko sigurno rekli, ja, da je v bistvu usoda odločila namesto tebe, sploh, ker si bila na obeh področjih pač dovolj uspešna, ne, dobro, tista 1 pika. Ja, tako kot ti rekla, ja, nekako usoda, ne, pa tu zdaj komu kakšnim svojim prijateljem, pa kaj razlagam te zgodbe, pa kakšni kolegi mlajši, pa ne, to je bila ziher usoda. A si zdaj predstavljaš sebe, da bi sedela nekje z vsemi temi maskami in se mi zdi hvalevredno in vsa čast in vse, ampak v bistvu na nek način si ne.
Tako da, ja, kaj pa vem, je pa res, da je psihiatrija na nek način, ki me je najbolj zanimala, zelo povezana s psihologijo in tudi nek del z nekim delom s tem, kar se tudi mi ukvarjamo, ne, z analizo nekako človeške nravi, človeškega značaja in tako naprej. Pogrunta tisto bistvo, ki žene neko določeno osebo naprej, da postane nek karakter, da jaz postanem nekdo drug, ne. Takoj, ko si rekla psihiatrija, v bistvu mi je takoj ta connection se zgodil, ne, da v bistvu to je zelo podobno, ne, se pravi, ker ti, ko imaš vloge, moraš res se vživeti v človeka. Zdaj pa me zanima, kot igralka, ne, koliko je pomembno, da imaš življenjske izkušnje za to, da se lahko v bistvu vživiš v različne vloge, ne? Ker ti si res vrhunska igralka že skozi to, ker si se lahko do zdaj že v toliko različnih vlog vživela in koliko ti je pri tem pomagala tvoja življenjska izkušnja, takšna kot je do sedaj? Zdi se mi, da sama življenjska izkušnja za določeno temo, ki je nima same take velike vrednosti, ima pa seveda veliko težo mogoče igralska življenjska izkušnja, ne, recimo, kaj s tem mislim. Jaz delam že skoraj 20 let, ne, če ne še več, če grem recimo profesionalno, to je že kar neka številka, ne. In zdaj, vedno starejša, sem ugotavljam, kako nekatere stvari skozi igralsko izkušnjo prej razumem in jih prej lahko ponotranjim in usmislim. Ko sem bila mlajša, recimo, sem seveda vedno, tako kot če zdaj, črpala iz sebe, ampak je moj življenjski kovček bil manjši, ne, tanjši je bil, ne. In sobivanje z drugimi, življenje z ljudmi okrog sebe, ta kovček nek življenjski napolnjuje, ne? Kar pomeni, da če jaz igram nekoga, ki je nekoga ubil, to ne pomeni, da jaz moram to izkušnjo imeti, ne? Bog ne daj. Ne gre za psihopatologijo, ampak gre za vživljanje v nekoga, ki bi lahko to naredil. To pa seveda črpaš iz različnih smernic, ne? Iz sebe, jaz vedno izhajam iz sebe in si predstavljam, kako bi bilo to, ono, tretje in kaj je tisto, kar me najbolj zanima, v bistvu, kaj bi mene, recimo Ivo, lahko privedlo do tega, da bi sploh to lahko naredila, kaj bi bil ta sprožilec. In vsa ta vprašanja so v bistvu bolj analitična, ne? In so vezana na nek način na ta predpripravni del, predno grem na oder, ali pa predno grem pred kamero. Sicer pri filmu je to malo drugače, ne? Pri filmu je ta analiza veliko bolj razvejana pred samim snemanjem kot gledališču, ki to potem gre istočasno, ko greš recimo na oder pa si s kolegoma, ne. Kako bi ti rekla, da je tu dejansko nadarjenosti za to, da lahko toliko zanaliziraš neko vlogo, koliko pa je recimo se da naučiti tega, no? Koliko ta, veš, talent, tehnika? Talent, to je isto kot posluh, ne, mi ga vsi imamo, jaz mislim, da vsi imamo nek igralski talent, ne, gre samo za to, koga znamo mi videti, a ne, bolj ga ti vidiš, bolj ga začutiš, več dela ti lahko prinese in seveda strast do tega. Jaz mislim, da je pri nas v življenju, pri vseh ljudeh zelo pomembna strast. Če mi tega nimamo, nimamo volje do tega, ne, se niti ne potrudimo dovolj in se mi zdi, da je enako v vseh poklicih, tudi pri igralskem, če te nekaj res žene, če te res nečemu želiš priti do dna, tudi ta strast, potem boš temu prišel, ne. In zdaj pač nekomu se malo ne da, nekdo spada v neko območje bolj lenih, nekdo bolj priden, je pa absolutno, pa pol rečemo, ja, ta je pa bolj priden, pa mogoče ima manj talenta, ampak to se z leti lahko vse zelo, zelo spremeni, ne. Vsi lahko dobimo nek zagon spet ponovno in jaz verjamem v to. Kaj pa recimo support, ne, okolice? Torej recimo, koliko je bilo pri tebi pomembno, da so te starši podpirali, koliko je pomembno kasneje, da te je partner podpiral ali pa razumel, ne? Tvoj prvi zakon je v bistvu zakon z igralcem in zdaj pa v bistvu z nekom, ki dela čist na drugem področju, tako rekoč. Kakšne so te razlike? Koliko je support bil na tej poti pri tebi pomemben? Pomemben mi je bil zmeraj zelo. Se mi zdi, da sam skozi življenje hodi je na nek način in dolgočasno, pa tudi zelo, zelo težko in lahko zelo moreče, ne, pač zame. In ja, moji starši so zmeraj bili naklonjeni, recimo mojemu poklicu, nikoli niso nič rekli, ne. Mogoče jih je kdaj skrbelo, kaj pač, joj, pa kako zdaj to bo, pa kako bo s poklicem, ne, ampak so zelo hitro videli, hvala Bogu, da temu ni bilo tako, moram prav trkati, ne, zelo hitro dobila službo, tako da jada, ne, in tudi hitro poročila, ta prvič, ne. In res je, moj prvi partner je bil igralec in je še zdaj, Prevša Trnovšek in v bistvu moram reči, da sva
primerjavi z zdajšnjim partnerjem, ki je tudi Aljoša, ne, Bagola, to je taka ena hecna zadeva, vsi me malo hecajo na to, pa sem rekla, no, pač, I'm sucker. Zmotiti se ne moreš, ne? Z imenom. Ja, to se tudi porekli, glej, zmotiti se ne moreš. Ampak šalo na stran, res je, jaz sem bila zelo mlada, ko sem se prvič poročila in sva se tudi z Aljošo Trnovškom, sva se bila zelo v redu, zelo fino, ampak so se najine poti na neki točki pač razšle. Je pa res, da ker so bila oba dva igralca, so nekatere stvari z najine strani bile take, ki jih niso rabila razlagati. Zato, ker so to enostavno vedela. Ne? Mogoče zdaj pri sedanjem možu, pri Špagoli, je pa seveda to na začetku bilo malo, ne bi rekla težavno, ampak nekaj časa sem potrebovala, da sem ga recimo prepričala v stvari oziroma mu razložila, kako te stvari potekajo, da se sam ni počutil ogroženega. In mogoče edina stvar, ki mu gre najbolj na živce, je to, da imam ta deljen urnik in da moram delati zvečer. To je še najbolj tisto, kar še posebej bolj, ko imaš enkrat družino. Ja, naslednja stvar je pa to v življenju, se mi zdi, no, ko dobimo otroka, je pa to za par, ne glede na poklice in prepričanje, in to je en veliki izziv, ne, in v bistvu moraš biti, naenkrat se zgodi, se mi zdi, no, mogoče še bolj ženskam to, da ta strast, za katero živiš, ne, in si v bistvu ti in se poistovetiš z njo, naenkrat mora tako malo ali iti na stran, ali se nekako razparati, oziroma nekje vmes pride otrok, ki je prav tako fokus, ki prav tako ne. In koliko si pa ti recimo tu doživljala izzivov recimo v materinstvu, pa z tem poklicom, ki vemo, da pač ni toliko fajn v smislu work-life balance, ali pa je, ne vem, kakšna je tvoja izkušnja? To, kar si rekla, je res en tak balance, ne? Mislim, Sofija, ko je se rodila, to je čisto spremenila, tako kot si sama rekla, neko življenje, dojemanje in samega sebe kot ženske, sebe kot matere, sebe kot igralke, sebe kot žene, vse te funkcije na nek način, če jim tako rečemo, so se na nek način postavile v vrsto za tem, da sem mama, ne? To je pač prednostno in še zmeraj je. In jaz se zelo dobro v tem počutim. Je pa res, da pa mislim, da nisem samo to. A ne? Si včasih dovolim, da razmišljam izven tega okvirja samo materinskega. Ne? Si prav rečem, ja, res je, sem mama, vse to občudujem in obožujem, ampak si moram dati tudi kdaj duška v tem, da si jasno priznam, da imam zelo, zelo rada to, kar počnem. To ne pomeni, da je to prišlo bolj na stranski tir. Mogoče bi kdo rad to slišal, ampak pri meni recimo se je to zgodilo samo v tistih fizičnih časih, ko res pride dojenje, ko je polna okupacija z otrokom. Recimo moram reči, pa nekih 2 letih pa pol, skoraj recimo tam 3, pa bi rekla, če bi se samo s tem ukvarjala, jaz zase, mene to v popolnosti ne bi zadovoljilo. Nisem tak človek, nisem tak, to ne pomeni, da jaz imam manj fokusa na tem. Sam vem, da rabim še nekaj drugega, rabim se z nečim ukvarjati, ki moj intelekt pripelje na nek drug nivo, ne samo plenice, hlačke, vse imam to rada, vsem v tem mi včasih, še posebej zdaj v koroni, mi je to tudi dobrodelo, ker je dobrodošlo bilo, zato ker je bil nek odmik od tega. Ampak ne morem pa reči, da je to edino in se mi zdi, da vsaka ženska, ki jo vidim, ki zna to lepo nekak način zbalansirati, se meni zdi, recimo tudi takšne kolegice, ki so slikarke, pa kiparke, pa kaj tazga, ali pa se s kakšnim drugim umetniškim poklicom, pa plesavke, naprimer, ko so to nek način zbalansirale, so tudi delujejo bolj srečne. Zato, ker so uspele nek ta notranji balans vzpostaviti. In jaz mislim, da je to vedno neka pot do tega, da te dela srečnega. Potem je tudi družina in otrok sta s tabo tudi srečna. Tako, in na nek način itak otroci iščejo v bistvu v nas ravno ta mir, da smo mi mirni, da smo mi v redu. To se mi zdi, da je najboljše, kar jim lahko damo, ta vzor, da moraš poskrbeti za sebe, da si v redu. Sam se mi pa tudi zdi, da je fajn, če imaš res potem support, da ženska sama, če nima tega razumevanja, na drugi strani zelo težko potem vzpostavlja ta balans. Pri tebi je najbrž to razumevanje pač bilo z Aljošine strani, oziroma ne vem koliko, ker on je recimo tudi zelo karierno zaseden, močen, tudi najboljši na svojem področju, ti si najboljši na svojem področju. Kako sta vidva to zbalansirala, veš, da je vsak v bistvu to razumel in da je vsak dal drugemu pač ta support? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da v bistvu
razumela nisva nikoli tako, kot si sama rekla. Mislim, da bo to največ nek rahu boja, ne? Na nek način. Pa to ne pomeni, da bi se zdaj borila tako, ampak enostavno mava malo tega, jaz zdaj, ti zdaj, ne kregava se ostatno, okrog tega seveda pa pride v momenti. Sem normalno človeka, ne? Vsak kdaj zarobanti proti nekomu moj čas, ne? Pa ne zdaj, da vmes tle neko prerime. Sam se mi zdi, da je treba, mogoče zdaj, ko se pogovarjava v tem podcastu, ne, da treba tudi povedati, da stvari niso vedno rožnate, ne? Stvari pridejo do tega momenta, da enostavno se včasih rečeš v redu, so kompromisi in jih je treba sprejeti. Tako pač je. Če želimo živeti družino v dvoje, v troje ali kako pač nas je, potem moramo se med sabo pogovarjati in povedati, kaj je tisto, kar nas moti v tem trenutku, oziroma kaj si nekdo želi v tem trenutku. In midva se okrog tega veliko pogovarjava, ne? Tudi Sofijo vključujeva zdaj že v to, ko je stara že 7, počasi 8, ne? Ne bom rekla, da smo nek tipični primer skandinavskega, analitičnega, družinskega, idealističnega pogovora. Imamo tudi nekaj južnjaškega temperamenta zraven, ne? Ampak ja, na nek način nam je v bistvu ta premog te korone, ne, omogočil pač, da o tem nismo rabili toliko veliko razmišljati, ne? In to je olajšalo neko, recimo temu, družinsko dinamiko. Ampak smo pa tudi vsi malo siti te družinske dinamike, tako da si jo že želimo, da se ponovno vrnemo v neke svoje tirnice, ne? To mislim, da si kar res vsi želimo, ne glede na to, tudi tisti, ki delamo bolj od doma, pa te stvari pač rabiš to raznolikost v življenju, to dinamiko, to v bistvu barvitost tudi nekih odnosov izven družine, ne. Iva, kaj pa bi ti rekla, da je bilo v tvojem življenju največji res izziv ali pa da je bila neka prepreka ali pa padec ali pa nekaj, ker pač ti si dosegla že kar 10 nagrad, če se ne motim, na svojem področju, v bistvu tudi bila si sprejeta na GRFT. Pač, ko tak človek prebere, se mu zdi, da kar tvoje življenje je bilo kar tako gladko, gor kot po maslu, pa vemo, da nikoli ni tak, ne. In me zanima, kdaj ti je bilo najtežje mogoče v življenju, ko se je nekaj zgodilo in kako si to prebrodila? Kaj pa vem, no, jaz mislim, da je bilo moje življenje na nek način, dokler sem bila kot otrok, zelo zaznamovano s to mojo bratovo drugačnostjo, ne? Tako da je v bistvu to kar pustilo en pečat, ki nujno ne pomeni slab, samo drugačen, ne? In se mi zdi, da me je že tam, sem na nek način ob vsej pomoči svojih staršev in ljubezni postala zelo samostojna. To se je pač zgodilo. Tega nisem planirala, sem bila otroka, ne? Ampak se je zgodilo samo po sebi in v bistvu sem taka trmasta, na nek način samozavestna, mogoče tudi včasih ne šla naprej. Ampak akademija, potem ko sem bila sprejeta, mi je dala pa še en drug pogled. Pogled tako, da sem znala stati res na 2 nogah kot ena ženska, ne? Ker sem našla nek drug pogovor s kolegi in z v bistvu mojimi sošolci takrat in z učitelji, ne? Ki so na nek način drugače odpirali vprašanja kot pa srednja šola, družinska sfera in tako naprej. In to me je na nek način kar zaznamovalo, ne? Tudi sama sem bila prvič tako dolgo nekje, recimo iz Ptuja v Ljubljano, ne? Tako da ja, kar se teh nekih takih CV, si rekla, nagrad pa to tiče, je šlo kar zanimivo naprej. Mogoče, prej sem zadnjič sem gledala to dokumentarec, ne vem, če si ga zasledila, Fake Famous, ne? Pa zakaj me je to recimo zdaj spomnilo? Jaz sem se zmeraj želela delati oziroma raziskovati človeško bit kot igralka, a ne, kot igralca. Šele potem, ko sem jaz že bila na akademiji in sem začela o nekih stvarih razmišljati, mi je, kako bi rekli lepo slovensko besedo, svanulo, da zraven je mogoče si lahko tudi poznan. Si lahko, da te ljudje prepoznajo, si lahko slaven. In to me je bilo zelo hecno, ker jaz nikoli nisem želela biti igralka zato, da bi me ljudje poznali. Da bi bila slavna, ne? Moja želja je vedno bila tisto, kar me zanima, kar je pisano, kar je bil draža, ne? In to je mogoče neka razlika, ko zdaj vidim, ker ljudje bi radi bili samo slavni po večini, ne? Mogoče neka razlika med tem, kako doživljala sem jaz čas, pa koga nekdo, ki je recimo zdaj milenic, pa živi v drugem času, pa si kaj želi, ne? In pot je mogoče zaradi tega bila nekomu, tako kot si ti rekla, premočrtna navzgor. Kaj pa vem? Ampak seveda to ni bilo cel čas tako. Spomnim se obdobja, recimo ravno, ko sem bila noseča, pa potem, ko sem rodila,
so na nek način naš prostor, je pač misel, da bom jaz noseča, se mi zdi skoraj celo življenje pola, ne. Tako da to se recimo ženskam velikokrat zgodi, še posebej svojim kolegicam, ki se pogovarjam, ki se ukvarjajo v takem poklicu, ki so odvisni od nekih zunanjih impulzov, a ne? Da te nekdo kliče, da te kliče na avdicije, da te tako, ne? Kasta po domače, zdaj vsi poznajo to besedo. Ljudje radi pol hitro pozabijo, ne? Da ženske nismo glih kot sloni, a ne? Da dolgo držimo svoje otroke pri sebi, ampak da vseeno potem lahko stopimo naprej, a ne? In se mi zdi, da je bil tukaj kar nek tak hecan, ne bom rekla prelom, ampak nek občutek, kot da bi se zdaj morala spet ponovno dokazovati. Pa tudi Slovenija je malo specifična glede tega. V Sloveniji se mi zdi, da včasih pri nas moraš vse zmeraj na nova štartovati, karkoli začneš. Kolegi iz tujine, pa tako, ko sem se pogovarjala, pa tudi drugi, ne samo kolegi, so rekli recimo s takšnimi stvarmi, ki jih ti tukaj delaš, v tujini recimo ne bi rabila se sploh več teh stvari spraševati, pa to pa ne govorim, zdaj tako, kako bi to sploh ne sedim na lovorikah, jaz mislim, da je človek, ki vedno rada dela, ne? Ampak da pri Sloveniji včasih se zdi v naši državi, kot da ko si že nekaj delal, pa moraš spet nazaj, pa spet začeti, ne? Pa spet, tako da ja, niti dolg čas, če to želijo, ne. Vedno znova se moraš dokazovati, čeprav je mali trg, je pa zelo, zelo težek, ne. Ljudje zelo hitro pač intenzivno nekaj vzamejo, se mi zdi, in potem odvržejo in kot da nikoli se nič ni zgodilo, ne. Pa sploh se mi zdi, da imamo ženske en tak, sploh v tem našem poklicu, ki si konstantno opazovan, pa gledan, pa na nek način je to tisti modul, ki te v bistvu spremlja cel čas, a ne. Potem, ko prideš v ena leta, recimo tako, zdaj jaz, na primer, je to spet en šok, a ne, ker kar naenkrat se ti zdi, da je zdaj pa važno, kako izgledaš, a ne. Tako da ne vem, če si prej kot mladki ni bilo važno, zdaj pa ful važno, kako izgledaš. In ne vem, če se ravno s tem strinjam, a ne. Moram reči, ne vem, če mi je to všeč. Ja. Po moje ne kot ja, ampak je tak neizbežno dejstvo, ne, tako si porečem, kaj pa ne. Se probam truditi, da kontra, ne, ampak koliko mi rata, pa ne vem. Ampak, ki si glih zdaj speljala v bistvu na ženske, ne, in sama imaš tudi hčero in me zanima, kaj bi v bistvu ti njej predala, kaj se ti zdi tisto najpomembnejše, da predamo svojim otrokom, pa ti kot mama, hčere, kaj se ti zdi pomembno, da jo naučiš? Sva se z Aljošo recimo velikokrat pogovarjala, ravno zaradi teh njegovih tudi predavanj, o vseh teh motnjah, ki lahko na naše majhno bitje imajo, ne. In sem rekla, da v bistvu preko ljubezni in zavedanja tega, največ, kar ji lahko dam, je po moje to, da jo vzgojim v neko samozavestno, samostojno žensko, ki bo znala razmišljati s svojo glavo. V bistvu se ne bo bala delati napak in da bo znala stati za svojimi odločitvami. In da je ne bo mogoče zanimal samo, kaj pa vem, ta prvi blink, a ne, pod katerim smo vsi lahko na nek način njegovi sužnji, ampak da bo znala tudi v tem še razmisliti, če jo to res zanima, ali jo sploh zanima in kako bi bila srečna, ne. Se mi zdi, da to na nek način največji povzetek tega, kar se mi zdi, da lahko dam. Da bo znala tudi upoštevati druge, a ne, da ni sama na tem svetu in da bo v tem ostala samo svoja. Iva, hvala, dragi poslušalci, gledalci, hvala, da ste bili danes spet z nami in gremo danes v dan ravno z to mislijo. Ostanimo samosvoji, verjamemo vase, v to, da smo dovolj dobri, da imamo vse to noter, kar rabimo za preživetje in pa seveda razmišljamo z srcem. To se mi zdi, da si tudi želela povedati, Iva, pač res slediti ljubezni, ne tistim instantnim, kratkotrajnim zadovolitvam. Ne. Hvala za povabilo, bilo mi je veselje. Tudi meni, adijo. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.